Galerija je zasnovala program s predstavitvijo 27 avtorjev, ki jih zastopa in tudi predstavlja. To so avtorji različnih generacij, ki jim je pa skupni imenovalec to, da nadaljujejo modernizem. Sama razstava Prostori na poti je zasnovana kot predstavitev v času in prostoru, v času, ko se nekako nadaljuje z razširjeno podobo samega aktualnega življenja v mestu. Glede na to, da se sprašujemo stalno, kaj je sodobna umetnost, smo si tudi zastavili vprašanje, ki ga poskušamo pridobiti s tem, kaj je aktualna umetnost in kaj je nova umetnost. V vse odgovore, kaj je sodobna umetnost, pripravljamo pogovore z umetniki, ki jih bomo tudi prikazali, in sicer na obe temi, kaj je aktualno in kaj je sodobno oziroma nova umetnost. Naslov razstave pa mogoče razumem kot notranje prostore, ker v tej diagonali umetnic in umetnikov različnih generacij in različnih pristopov do likovnega jezika seveda se izražajo te notranji prostori. Fizični prostor kot tak se mi, ne zdi usmišljen v kontekstu naslova razstave. Imena umetnic in umetnikov na tej razstavi so zato, ker je približno polovica njih v razstavnem 3-letnem programu galerije, ostali so pa v ponudbi galerije Mažato. Zdaj, v teh likovnih delavnicah, ki so se vrstile skozi leta in seveda veliko število umetnic in umetnikov, ki je šlo skozi, je bilo nujno treba narediti neko selekcijo. Pa niti ne na osnovi kvalitete, ker mnoga imena, ki so kvalitetna, pač niso trenutno v ponudbi galerije. Poanta teh likovnih delavnic pa je bila vzdrževanje predvsem produkcije dveh temeljnih likovnih disciplin, slikarstva in kiparstva, ki pa vemo, da je nekje že od srede 90-ih let bilo strani centrov moči, določanja in odločanja amputiranih. Slikarstvo in kiparstvo se je dojemalo kot nek relikt preteklosti, ki ne paše več v ta čas. Tako da smo nekako iz te strani bili izbrisani skoraj četrt stoletja. Potem pa se je seveda lok časa prevesil po vseh teh letih in so pač nekateri ugotovili, da tudi ti dve disciplini sta še vedno lahko močno aktualni in kvalitetni in da se skozi ta dva medija da marsikaj povedati. Od čisto likovnih vsebin pa tudi do družbeno kritičnih in angažiranih vsebin. Galerija zaenkrat predstavlja 3 medije, fotografijo, slikarstvo in kiparstvo. Ne izključuje nobenega drugega medija, tukaj je bil tudi že na eni drugi skupinski razstavi tudi prikazan video. Tudi instalacije se bodo dogajale, skratka, prihodnost galerije je odprta in ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost. Upajmo čim višjo kvaliteto in preživetje normalno. S temi razstavami poskušamo pridobiti neko rdečo nit začetka neke zbirke, ki bi jo postavili kot zbirka. Zbirka v današnjem času, ki prikazuje današnji čas,
z vsem svojim značajem, ki ga imamo. Mislim, kot vsaka razstava slovenske umetnosti poskušamo pridobiti nek enotni imenovalec. Imenovalec tokrat smo pridobili kot imenovalec prostor in sicer kot prostor, ki zaznamuje čas, lokacijo in tudi samo mesto družbe v današnjem času. Danes se postavlja vprašanje, kakšen smisel ima slikarstvo ob tej poplavi novih medijev, raznih možnosti, elektronskih in tako naprej. Moj odgovor bi bil takle, da od vedno je bila slika ekran. Od srednjega veka, renesanse, ko je postala premičnina, pa vse do danes pravzaprav ni nič drugega kot ekran. Je sicer statičen, ki ima pač tisto moč lahko, da te potegne in da kontemplira. Se pravi, da ti s svojimi očmi potuješ po sliki in ne obratno. Tukaj se mi zdi en ključnih momentov razumevanja, zakaj slikarstvo ob tem, da je itak, kako bi rekel, izvorna potreba človeka po izražanju. Pomemben se mi zdi tudi nastop nekaterih starejše generacije. Tudi sam počasi stopam v to generacijo, ki se ji reče starejša. Ampak se mi zdi pravilna odločitev galerije, da naredi ta prerez od najmlajših pa do najstarejših, ker je pomembna samo kvaliteta, ne letnica rojstva. In če seveda bo tudi zdravje, ambicije pa so itak v ateljeju, ne pa v socialnem kontekstu, sploh starejše generacije, ki se ni treba več boriti za preživetje, za komercializacijo svojih del in tako naprej in tako naprej. Tako da se mi zdi to, ta sožitje medgeneracijsko, ki je tudi zdaj aktualno v politiki, je lahko prisotno tudi v tej galeriji Bažato.